Izraz podnebne spremembe pomeni spremembe povprečne temperature, vzorcev vetrov in padavin na našem planetu. Podnebje se spreminja že vso zgodovino planeta, ko se izmenjujejo ledene dobe in toplejša obdobja. Večina znanstvenikov pa se strinja, da je povprečna temperatura na površju Zemlje v zadnjih desetletjih naraščala bolj, kot to lahko pojasnimo z naravnimi podnebnimi cikli. Danes je ozračje v povprečju za približno 1 stopinjo Celzija toplejše, kot je bilo pred 300 leti. Večinoma je za dvig povprečne temperature kriv človek. Začelo se je pred 2 stoletjema z industrijsko revolucijo, v zadnjih 50 letih pa se temperatura le še dviga. Glavni vzrok je sežiganje fosilnih goriv, nafte, premoga, zemeljskega plina. Sežigamo jih v tovarnah, uporabljamo jih za prevozna sredstva in ogrevanje. Vsakič, ko prižgemo luč, računalnik ali katero drugo elektronsko napravo, v zrak pošljemo še več ogljikovega dioksida in drugih škodljivih toplogrednih plinov. Ko jih je v zemljinem ozračju preveč, začne ta prepuščati čedalje več svetlobnih žarkov, zaradi česar se zrak segreva. Temu pojavu rečemo učinek tople grede, saj vpliva na segrevanje Zemlje. Posledice podnebnih sprememb se že kažejo v taljenju ledenikov, dviganju morske gladine, zviševanju snežne meje, predvsem pa pri vedno pogostejših skrajnih vremenskih pojavih, kot so poplave, suše, vročinski valovi, požari in viharji. Izumirajo tudi rastlinske in živalske vrste. Odkar je Slovenija samostojna, se je temperatura zraka v državi dvignila v povprečju za 1,7 stopinje Celzija. Temperatura pa bo najverjetneje še naraščala. Do leta 2100 bi po nekaterih napovedih Tartinijev trg v Piranu že lahko bil pod vodo, Pohorje pa brez snega. A posledice segrevanja ozračja so vidne že danes. Triglavski ledenik je v 19. stoletju na primer obsegal površino 54 nogometnih igrišč, danes pa meri le še za polovico enega.